En lep, dober pozdrav vsem skupaj, dobrodošli v Sladki akademiji. Ker je poletje in ker poletje jaz res ne maram tort, sem se odločil, da bom naredil torto, ki jo bom pa res imel rad poleti v tej vročini. In danes bomo skupaj pripravili tole čudovito, osvežilno mojito torto. Tortica bo združevala arome mete, svežino mete, notri imamo seveda še limeto in pa aromo ruma. Biskvit sem pripravil kar brez rumenjakov, tako da zgleda še bolj nežen, bolj nebeški, veste, tak bolj svetel in bel, ter poletni. Kuhana limetina krema z intenzivnim okusom mete se ravno fajno poveže s tem biskvitom in pa zraven imamo še svežo metino kremo, ja, kar nekaj mete, ampak brez skrbi, ne boje preveč. Ta sveža metina krema, bela, je pa narejena še s svežino grškega jogurta. A sem vam jo prodal? Ja, res je tole zelo popolno. Jaz sem jo kar 4-krat naredil, zato da sem uravnotežil vse te okuse za vas, da se vam ne bo treba truditi s popravljanjem recepta. Popoln je, ful je dobro. Wow. Jaz ne vem, kaj ne rečem, kjemo peš. Začnemo tako, da hladno infuziramo meto v smetano. Poleg mete bomo dodali še lupinico limete. To naredimo najprej, zato ker potem to postavimo v hladilnik in rabi nekaj časa, da se smetana infuzira in dobi to čudovito aromo od mete in limete za naš mojito torto. Lističe sveže mete takole malce zbudimo in jih damo v smetano, pokrijemo s folijo in prestavimo v hladilnik, da se infuzira vsaj za nekaj ur. Še bolje pa je, če to pustimo čez noč. Poleg mete bom dodal tudi nekaj rezin limetine lupinice. To smetano bom uporabil na koncu za pripravo ene izmed krem za torto. Zdaj se lotimo pa te glavne kuhane kreme, ki bo nosila večino okusa mete ter limete. Jaz metine lističe najprej za 30 sekund blanširam in jih nemudoma dam v ledeno vodo. S tem poskrbim, da bo barva res čim bolj živozelena. V loncu vstopim maslo in ga malce ohladim. Vmes pa posušim lističe mete, zdaj pa tole stopljeno maslo, ki ne sme biti prevroče, vzamem, zlijem v posodo mešalnika, dodam lističe mete in vse skupaj zblendam. Tole prelijem v posodico in prestavim v zmrzovalnik. Energija kar teče, Madonna. Tole imamo zdaj pripravljeno maslo. Zdaj, zakaj smo se lotili tega tako zakomplicirano, vprašate. Meto smo blanširali zato, da dobimo čim lepšo zeleno barvo. Ločeno smo se skupaj dali v rahlo toplo maslo, kajti če metine lističe preveč segrejete, lahko se zgodi, da ven pride grenkoba pri meti in tega pa ne želimo v naši kremi. Zdaj imamo tule metino maslo, ki ga bomo še potem umešali v kremo. In kremo bomo šli kuhati zdaj, limetino kremo namreč, tole damo pa zamrzovalnik, da vmes, ko pripravimo vse skupaj, fino zamrzne. Za kuhano kremo bom uporabil kombinacijo 2 rumenjakov ter 2 celih jajc. Beljake pa le prihranimo, saj nam bodo prišli prav za peko biskvita. Vzamemo še limetin sok, za kremo ga bomo potrebovali 1 deciliter, dodal bom pa tudi nekaj limetine lupinice za še bolj poglobljen limetin okus. Sok precedimo. Zdaj smo pripravili čisto vse, kar rabimo, zato da skuhamo našo limetino kremo. Deci limetinega soka začnemo počasi segrevati, ko bo tik pred vretjem, bomo z njim temperirali, tukaj imamo 2 jajci, 2 rumenjaka. Primešal bom pa še cuker, kateremu sem že umešal škrob. Tole zmešamo naprej. Potem pa to stemperiramo, pa kuhamo tam 5, 7, 8 minut. Pa na koncu pa še puter, ko ga imamo v zmrzovalniku. Tole dobro razžvrkljamo, zdaj pa vzamem vroč limetin sok in ga postopoma prelivam k jajcem in ves čas mešam z metlico, tako jih temperiram. Zdaj pa vse skupaj vlijem nazaj v lonec in na srednjem ognju kuham. Zdaj pri kuhanju te kreme, jajčne kreme so kar tako malo triki lahko. Segreti moramo tole počasi segreti, nekje na
pravijo, da tudi do 80, jaz ne grem toliko daleč, jaz grem nekje do 74, zato ko pa gre hitro predaleč. Fino je, da kuhate nad vodno kopeljo ali pa če imate res tak težek lonec z dvojnim dnom, da je bolj enakomerno razporejena toplota. In to je to. Če preveč se grejete, se vam lahko naredijo grudice. Tiste grudice ni nič konc sveta, lahko jih precedite ali pa zblendate s paličnim mešalnikom, pa bo tudi ok, če nimate termometra. Drugače pa, če nimate termometra, iščete pa nekje gostoto enega takega redkega pudinga, ko se na hrbtni strani žlice, ko potegnemo s prstom, mora ostati čista žlica tam, kjer smo prst potegnili, a veš, na sled. Takole izgleda krema tik preden je kuhana, lahko pa naredimo še test z žlico. Aja, se res pozabil sem še na limetino lupinico. No, vmes pa vzamem maslo, ki se je že sledilo. Tole je maslo, če se spomnite, kateremu smo dodali blanširano meto in ga vmešamo v limetino kremo. Poglejte, kako luštne barve je naša limetina krema. Zdaj, če bi hotel za 3 mišelinke, bi tole še precedili, da ne bi bilo niti mikrona, nobenega klorofilastega dela, ne limetine lupince, ne mete, ampak jaz rečem, dajmo, no, domača torta je, pa ne nazadnje, to je še dodaten okus. Fajn smo jo zblendali, tako da res dobro izgleda. Zdaj pa dajmo probati, ne. Tole bom dal zdaj v hladilnik. Njami. To gre zdaj v hladilnik, pomembno je, da z živilsko folijo pokrijemo tik do površine, zato da se nam ne naredi skorica. In ko imamo vse ohlajeno, v bistvu zdaj se bomo pa lotili priprave biskvita. Lepo kremo. Pokrijem s folijo tik do gladine, da se ne naredi skorica in dam na hladno. Zdaj se pa lotimo biskvita. Moko, pecilni prašek ter sol presejemo skozi cedilo. V skledo mešalnika dodamo beljake ter jih pričnemo stepati. Ko se ti dobro spenijo, pa postopoma in nežno omešamo še sladkor. Ko imamo beljake stepene do čvrstih vrhov, takole po koncu mora stati, ne pa dol viseti, ti so mehki vrhovi, se lahko lotimo nadaljevanja priprave našega biskvita. Posebnost tega biskvita je, da želimo, da je bele barve, ker bo vse skupaj lepše izgledalo, bolj poletno, bolj lahkotno, bolj mohito. Zato nismo dali noter rumenjakov. Še ena druga posebnost pa je, da bomo uporabili smetano. Tole je smetana za stepanje, kamor bom zdaj dal še kar malo limetine lupince. Tole zmešal. Smetano dodamo zato, da bo naš biskvit bolj sočen, da ne bo imel preveč maščobe noter, ker bo zaradi tega tudi bolj rahel. Rahel, ne sočen, rahel. In ravno prava količina tekočine je v smetani in maščobe, da tole se lepo poveže. Ful zabavno, boste videli, zika še niste kdaj delali biskvita s smetano. In pa tle imam moko, zmešano s pecilnim praškom. To bomo zdaj izmenično v korakih nežno umešali v tole našo v bistvu že skoraj meringo, v stepene beljake. Moko in smetano zdaj v korakih primešamo k masi za biskvit. Naredimo pa tako, da zaključimo s smetano. Vse skupaj premešamo še z metlico, tako da ni nič moke ostalo na dnu posode, zdaj pa ulijemo v 2 obroča za biskvit. Le kakšen biskvit je to, ko en jogurt zgleda, ki je bele barve, ko smo vsi navajeni rumenega. Tole gre zdaj v ogreto pečico, 170 stopinj, 18 do 20 minut. Jaz, kadar dam peč 2 pekača hkrati, ponavadi vklopim kar ventilacije, da se bolj enakomerno kroži topel zrak v pečici. Zdaj pa dajmo. Pripravljena imam torej 2 pekača, premera 20 cm, dam v pečico segreto na 170 stopinj Celzija in pečem približno 18 minut. Začnite spremljati že pri 15. Preverite pa z zobotrebcem. Biskvit ohladimo, vmes pa pripravimo še sirup. Vzamemo limetin sok ter sladkor, premešamo, da se sladkor stopi. Dodamo še limetino lupinico in zavremo za kakšne 2 minutki, nato pa ohladimo. Na koncu premešamo še rum ali pa aromo ruma. Lahko dodamo beli rum ali pa katerega pač imamo pri roki, jaz sem imel navadnega. Še sestavine za drugo kremo, v skledo dodamo mascarpone ter grški tip jogurta. Primešamo še sladkor v prahu. In vse skupaj premešamo, da se poveže. Na koncu ponovno dodamo še rum ter limetin sok. Dobro premešamo in postavimo na stran. Zdaj pa vzamemo smetano, ki smo jo, če se spomnite, na začetku infuzirali z meto.
odcedimo limetine lističe, smetana je zdaj hladna in jo stepemo do mehkih vrhov ali pa še tako, da je še rahlo tekoča. To vse skupaj primešamo k mascarponeju ter grškemu tipa jogurta in kar z lopatko vse nežno vmešamo, tako da se poveže. Tale korak pa lahko dodate, če želite. Jaz sem dodal še nekaj malega arome mete, da doda še tisti ekstra dodatek svežine k tej torti. Biskvita narežemo na polovici, tako da imamo 4 plasti in začnemo sestavljati torto. Zdaj pa končno čas, da sestavimo tole našo mojito tortico. Najprej bomo namočili biskvit s sirupom, potem bomo dodali plast bele kreme, tanko namazali čez cel biskvit, naredili rob iz bele kreme in noter ujeli v sredino še limetino kremo. In to ponavljamo, da sestavimo torto. Tole. Vsako plast biskvita dobro namočimo s sirupom, ki smo ga pripravili. Celotno površino biskvita najprej premažemo z belo, s to mascarpone, grški jogurt, kremo. Nato pa, ko imamo to premazano, še naredimo rob s ta isto kremo. Ko imamo krog takole pripravljen, vzamemo še drugo kremo, limetino z meto, ta je malce bolj intenzivna in z njo napolnimo sredino. Enakomerno jo razporedimo, čez postavimo drugo plast biskvita in nato ponavljamo zgodbo. Pa ne pozabite, čisto vsako plast biskvita je treba namočiti. A ni lušta? A ni lušta? Mene je ful všeč. Tukaj je dobra krema. V obe kremi se tako dobro, vse je tako dobro. Zdaj, ko imamo tole sestavljeno, preprosto samo še obmažemo s to kremo toliko, da ujamemo vse drobtine, da torto prekrijemo in potem damo v hladilnik za vsaj 4 ure. Jaz jo bom dal pa kar čez noč, ko je že to ura, pa jo potem jutri sfiniširam in zdekoriram. Lepo pozdravljeni nazaj, naša torta se je ohladila, jaz sem jo čist malce že obmazal, zdaj je pa čas, da se lotimo dekoracije. Se pravi, tisto kremo, ko nam je ostala, dodamo gor, da izravnamo, naredimo lep rob. Tukaj sem pa vzel malce kreme in sem ji dodal še te bele kreme in sem dodal noter tole limetino kremo, da je postala bolj zelenkasta. Z njo bom jaz recimo naredil tle nekje do polovice en malce drugačen, malce bolj intenzivno zelen rob, potem pa dekoracije pa čisto poljubne. Limetini lističi, sveža limeta ali pa kakšne kandirane limete bi bile tudi super, zdaj se pa kar lotimo. Tale dodatna plast zelene kreme bo poskrbela za luštno dvobarvno dekoracijo torte, lahko jo pa pustite tudi tako, kot je, ali jo okrasite s kakšnim zeleno obarvanim sladkorjem, kakor vam je ljubo. Jaz sem poiskal še nekaj sveže mete, s katero sem okronal tole torto in seveda še rezina limete. Zdaj pa dajmo kar zarezati tole, jaz že komaj čakam. Če pa lahko počakate, jo pa dajte še v hladilnik za čez noč. Veliko zabave pri ustvarjanju te poletne osvežilne torte vam želim in seveda dober tek.